stvar je ta, ko ti začutiš, da te lulat, si zelo blizu. Kaj za vraga sploh je squirtanje? Del squirtanja sigurno je urin. Kako si prišla na idejo, da se lahko kar naučiš ti squirtati? Razmišljamo samo o cilju in o tem, da nam bo prišlo in ne o poti in naenkrat bi si vsi želeli squirtati. Je to postal nek fenomen. Pa tudi moški lahko squirtajo. Kaj je razlika med squirtanjem in žensko ejakulacijo? Obstaja ena tehnika, ki ima 3 korake. Najprej je pač tako tapko, pol je tako vleku po celi zgornji steni. Zdaj pa še bil video, da ga jaz Jaru pokažem. Tudi če nikoli v življenju nam ne uspe squirtati, da to ni nič tazga, nič groznega, nič velikega ne zamujamo. In tako na koncu ugotovimo, da sploh nič ne vemo, ampak da si moramo samo vzeti čas, kar gre meni na živce. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, lahko to ostane med nama. To je podcast, kjer bomo govorili o spolnosti, seks igračkah, o vsem, kar te bo pa ne bi smel biti in danes končno tudi o squirtingu. Z nama je Maša. Živja. Ona je specialistka, kar se tega področja tiče. Ona je tudi razlog, da sem se jaz naučila sama sabo squirtati, brez nje to ne bi bilo mogoče. Tako da, če vas lahko kdo nauči to početi, je to ona. Preden pa začnemo. Če te vsebino spolnosti ne zanimajo ali pa si premlad za njih, ne poslušaj tega podcasta. Ok, Maša, hvala, ker si tukaj. Hvala, ker ste me povabili. Tole je bilo long awaited. Mi smo bili že zmenjeni, pa je pa Maša zbolela. Zdaj je še tvoj mož zbolel, tako da skoraj ne bi prišla, ampak si se nekako uspela ubraniti med silov. Ja. Tako da, ja, ok. Najprej preden začnemo, povej, kdo si s čim se ukvarjaš, če bi rada plagala kakšne svoje stvari, now is the time. Ok, jaz sem Maša Bunderla, oziroma najdete me na družbenih omrežjih kot Firpčna Maša. V bistvu se ukvarjam s spolnostjo in partnerskimi odnosi. Trenutno je pa moja zelo ljuba tema tudi spolna želja in ustvarila sem program, kjer pomagam ženskam se naučiti o njihovi spolni želji in raziskovati njihovo spolno željo. Tako da, ampak danes smo tukaj zaradi ene druge teme, ki verjamem, da je marsikomu trenutno veliko bolj zanimiva. Mislim, če spolna želja manjka, pol ti tudi tale squirting, ki je veliko ne pomeni. Kje pa lahko se s tabo posvetujejo glede tega, če rabijo ljudje pomoč? Zdaj imam svojo spletno stran, tako da glih sveža, nova, tako da me lahko najdete na firpčnamaša.si, prav tako pa na Instagramu. Na Firpčna Maša. Ja. Drugače, da so zaradi Instagrama postale prijateljice in to je tako najboljša stvar, ki jo je Instagram dal mi, evo. Wow, še mi govori. Tako dirty to me. V glavnem, preden začnemo, imamo zate eno icebreaker vprašanje. In sicer, Maša, a bi rajš, da čisto vsakič, ko seksaš ali pa masturbiraš, squirtaš, ampak tako, da je kar malo poplava že po tleh. Nič ne bo s tabo narobe, ampak tako na tleh bo 5 cm vode, pač v sobi. Okay? Ali pa da se nikoli nisi mogla naučiti squirtati. Pač kljub temu, da si pač najbolj želiš, se ne moreš naučiti in je to. En del si pozabila. Vodo moraš iz tleh ti samo pospravljati, celo stanovanje imaš in samo jo moraš pobrisati. In vsakeč je tako. Definitivno zberem drugo opcijo. Ok. Ko si že odvrnila drugo opcijo? Ja. A bi ti izbrala? Ne, nikakor. Jaz bi izbrala tudi drugo opcijo. Ja. Kaj sem jo hotela malo olajšati. Ja. Okay. Kaj pa ti, Lucija, kjer opcijo bi pa ti izbrala? Mislim, drugo. Že to, da bi pač bilo toliko vode, mislim, vse logično, da je moš pa sam pospraviti. Kjer slaba reklama je tu za squirting. Noč, zdaj tu je te epizode, gremo domov, konc. Naj povem, da je danes Sara napisala tale icebreaker. Ja. Oziroma, ja, res je, ja. Ti bom nekaj povedala. Ajde. Morata biti oba tako, da pač sta oba ful isto grozna, ali pa, veš, ne more biti en toliko bolj grozen, da ti je pol lahko ta drugega izbrati. Jaz sem mislila, da bo njej isto grozno, da ne bi squirtala. Ne, se mi zdi, da je to tudi ena ful pomembna stvar, ki moramo danes poudariti, da tudi če nikoli v življenju nam ne uspe squirtati, da to ni nič tazga, nič groznega, nič velikega ne zamujamo, ker se mi zdi, da ful prevelik boom dela naša družba glede tega squirtinga, ampak v resnici ni spet nič. Veliko teže bi mi bilo, če ne bi nikoli v življenju naprimer doživela orgazma, kot če ne bi squirtala. Skin kondomi. To je edina znamka kondomov,
na katero jaz prisegam, tako že od nekdaj, sem že o tem posnela več videov in so jih končno opazili in zdaj so kar sponzorji. Skratka, to so kondomi, ki niso iz lateksa, ampak so iz... Poliizoprena. Kaj to sploh pomeni? Da so primerni za alergike ali pa za tiste, ki smo vsem preobčutljivi na lateks, da so bolj prožni in pa tanjši. V bistvu imaš občutek, kot da nimaš nič gor. Mislim, meni se je zdelo, ko enkrat probaš skin kondome, ne moreš iti več nazaj na navadne. S temi kondomi se mi niti enkrat ni zgodilo, da bi mi počul, medtem ko s kakšnimi drugimi se mi je. In to je bil tudi glavni razlog, da sem potem na te prešla, ker od takrat nimam nobenih težav več. Zdaj pa uživi v preostanku epizode. Ok, za vse tiste, ki zdaj to gledajo in so tako, kaj za vraga sploh je skvrtanje, če one zdaj govorijo, kakšna voda, kdo bo kaj brisal, pač, dej povej, kaj sploh je skvrtanje. V bistvu, ko govorimo o skvrtanju, govorimo o tekočini, ki pride iz našega mehurja oziroma sečnice ob spolnem vzburjenju ali pa orgazmu. Ni vedno povezano, če doživimo orgazem, da tudi skvrtamo, lahko smo samo vzburjeni in potem skvrtamo. Zdaj ne vem, a imamo slovenski izraz za to, nekateri rečejo temu špricanje, velikokrat se pa uporablja tudi izraz ženska ejakulacija, ampak v resnici je ženska ejakulacija nekaj drugega. Zdaj v filmih za odrasle je to zelo nek pogost pojav oziroma iskan pojav, tako da tisti, ki ste že kdaj posegali po takih videoposnetkih, sigurno že poznate, kaj je to. Ampak ja, v bistvu tekočina gre iz nas. Iz kje pa pride ta tekočina? Tekočina pride iz mehurja. Okay. Pride iz mehurja dolg časa. V bistvu to je tema, glede katere so si znanstveniki zelo, zelo neusklajeni in še vedno je dosti neraziskana tema, tako kot nasplošno ženska seksualnost, ki se raziskuje šele zadnjih 60-70 let. Tako da, ja, v bistvu pride iz mehurja, pa je tudi eno zelo veliko vprašanje, a je to urin ali ni urin. Ali bomo zdaj že kar na začetku vse dali? Gremo najprej teorijo, pa gremo pa na prakso. Ja, v bistvu, povem mogoče še svojo zgodbo, kako sem jaz sploh začela to raziskovati, oziroma... Povej najprej, mogoče razložiš pač, a je to urin, pa kako to poteka, pa boš ti pa na tvojo zgodbo. Da sploh ljudje poštekajo, kaj je squirting. Ampak dejansko pač... Je povezan. Mislim, je povezan, ni tako, a veš... Ne vemo sploh, a je urin ali ni, ne vemo natančno, a je ali ni. Kako je to mogoče, da ne vemo? Zaradi tega, ker niso še toliko raziskali, naj bi bil Dober, ja, pač, kje naj zdaj začnem? Tam, kjer ti je najbolj naravno, če si hotela najprej povedati zgodbo, jo povej. Ne, se bom povedala, pač bom povedala. V bistvu ne vemo, a je to urin ali ni urin, ker znanstveniki tega še niso čisto dobro raziskali. Glih zdaj, ko sem se peljala na vajen podcast, sem poslušala še en podcast, kjer je razlagal znanstvenik, da je v bistvu naredil ultrazvok ženske, ki je preden je skvrtala, pa med skvrtanjem oziroma direktno pred skvrtanjem in po skvrtanju in je ugotovil, da v bistvu gre za tekočino iz mehurja in prav tako je vzel vzorce tega urina in je ugotovil, da gre za urin. Ampak še vedno ne vemo, a je to čisti urin ali je njegova razredčena verzija. Našli so noter še beljakovine, ki se imenujejo PSA, prostatno-specifični antigen. Tako da v bistvu to je pa stvar, ki nastane zaradi ženske prostate. Ja, tudi ženske imamo prostato. Tako da ni čisto pojasneno, a gre dejansko za urin, ampak del skvrtanja sigurno je urin. Okay. Zaprav je tudi lulanje, ampak ne vejo, a je še kaj, mislim. Je sigurno pri nekaterih. Načeloma ni samo urin. Ja, pri enih so najdel še druge sestavine, pri drugih pa ne, ampak moramo pa reči, da je še vedno premalo raziskanj narejenih, da bi z gotovostjo vedeli. Aha, to je prav problem v tem, ker niso rezultati vedno enaki, kad delajo te raziskave. Ja, ker smo si različni in so naša telesa zelo različna. Okay. To se pravi, še to, kaj je razlika med pač skvrtanjem in žensko ejakulacijo? Prej si rekla, da eni to imenuje tudi ženska ejakulacija, ampak da je različno. Kaj pa je potem ženska ejakulacija? Ja, v bistvu do leta 2011 so znanstveniki ta dva pojma
enačili, oziroma vse, kar vsi ženski tekočine oziroma izlivi so se imenovali ženska ejakulacija. Ne? Ampak v bistvu imamo veliko več tekočin. V bistvu, ko pa govorimo o ženski ejakulaciji, gre pa v bistvu za tekočino, ki je take bolj mlečne barve, zelo podobna moškemu izlivu. Oziroma izlivu iz penisa. Ima tudi podobne, tudi po sestavi je zelo podobna, ker ima glukozo, fruktozo in ta PSA beljakovino. Je pa veliko manjša tekočina pride ven, torej bolj gosta, belkasta. Ja, isto pa jo lahko doživimo ob vzburjenju ali pa ob orgazmu, ni pa zdaj nujno, da nujno vedno ob orgazmu. Kje pa ta tekočina pride ven? Ta tekočina pa pride v bistvu pri sečnici, sta taki dve luknjici, ki jih imenujemo skenove žleze, in to je v bistvu izloček tega. Okay. V bistvu, če si predstavljamo žensko vulvo oziroma splovilo, imamo, se pravi, sečnica, nožnica in potem pri nožnici imamo spodaj Bertolinijeve žleze, pri sečnici imamo pa te skenove žleze, ki v bistvu pride ta prostatni izloček ven. Vsakič, ko tako, ne, mi vemo, da so piške mokre, ne? Ampak jaz sem si to vedno predstavljala, da tako vznoter, vzgorej je nekaj in iz tle ven vse teče, neke stvari, ne? Ampak v resnici, tudi če imaš ti tampon, recimo, noter, Ja? tudi tle od ozuni pač rata vlažno zaradi teh žlez. Ja? Meni to noro. V bistvu, ko se mi fiziološko vzburimo, pride pretok krvi v splovila naša in v bistvu se naša nožnica navlaži. Veste, kaj je v bistvu to, kar se navlaži, ta tekočina? To gre v bistvu, ti veš, sigurno. Ne. Gre v bistvu za prečiščeno krvno plazmo, ki gre čez steno nožnice. Tako da, Ko? ja, Nisem vedela. Wow. ja. Tako da v bistvu gre za vlažitev iz nožnice, se pravi ta prečiščena krvna plazma, to je ta tekoč del krvi, potem Bertolinijeve žleze, ki so ali pa tik ob vhodu v nožnico, potem poskrbijo za vlaženje vhoda v nožnico in vlaženje vulve in potem ja, to. Tako da smo navlaženi iz različnih delov. Ja. Ok, zdaj pa še to povej. Zakaj je squirting tako popularen? Zakaj toliko ljudi hoče squirtati? Zakaj je to tak fenomen zdaj rata v današnjih časih? Ja, zdaj, ker sem bila jaz mlajša, pa sem zašla včasih na kakšne bloge in ker se je takrat bralo o squirtingu, so ženske pisale vse žalostne, zaskrbljene na blogih, kaj naj naredijo, da to nehajo početi. Res veliko je bilo sramu okrog tega, želele so si prenehati. Zdaj, v zadnjem recimo desetletju ali pa mogoče zadnjih 5 let, se je pa ta govor o squirtingu nekako spreobrnil in naenkrat bi si vsi želeli squirtati. Je to postal nek fenomen. In jaz mislim, da je tukaj veliko dala pornografija, kar ne vem, meni to ni najbolj všeč, zaradi tega, ker mainstream pornografija je lahko zelo napačno prikazuje določene stvari in zaradi tega potem si večino moških želi, da bi njihova partnerka doživela skvrtanje in pa posledično si ženske tega želijo, ampak v bistvu, ko enkrat to doživiš, se mi zdi, da sploh ni nič toliko posebenega, kaj vidve mislita. Jej, squirting! Nič posebenega ni. Pa ne, jaz že od vedno, ko se spomnim, meni se zdi, da je to taka mitična stvar. Veš, tako vidimo jo po televiziji, vidimo jo v porničih, ampak zelo redko je pa v resničnem življenju vidiš. In zato je postala taka, čakaj, kaj pa tu? Lej, vidim povsod nekaj, ampak nisem mi še zgodilo in pač hočemo tu probati in razumeš, kaj mislim? Ja. No, zaradi tega. Taka sem- pravlična. Veš, kaj sem pa jaz razmišljala? Jaz sem pa razmišljala v tem smislu, da je posebej za moški so v sklopu seksualnosti, se mi zdi, taka zelo vizualna bitja. In se mi zdi zaradi tega, ker oni doživijo nek tak izliv, to ejakulacijo, da jim je potem všeč tudi, ko pri ženski nekaj tazga vidijo, zaradi tega, ker velikrat moški
niso izurjeni v tem, da znajo ugotoviti, če je njihova partnerka doživela orgazem. In v pornografiji se skvrtanje pogosto povezuje z orgazmom. A ne? Večina ljudi, ki v pornografiji skvrta, istočasno doživi orgazem. In da tako moški potem nekako dobijo še vizualen vidik užitka ženske. Ne vem. Ja, čeprav se mi zdi, da tudi mogoče tu, ker moškim je pač res znana ta, kako se reče, kad nekaj vam pride, ne? Me ženske pa je tu mogoče edini način, kako začutimo neko tako stvar, ki smo jo tudi pri moških skozi videli, se pravi iz njih tudi nekaj pride in smo med tako, kaj če bi še od mene nekaj prišlo. No, tako sem jaz, no, tako sem jaz. Ja, samo vsa ta ne umazanija, ne bom rekla umazanija, ker to ni umazanija, ampak tekočina, ki pride, Bog ne daj, da nimaš brisač, pa da nimaš zaščiten, ker komu se da pa potem v jogi. Mene nekaj zanima iz pornografije, ne? Ko vidimo tako, zdaj skoraj vsak posnetek, kjer je ženska, pa kjer kao njej pride, je squirting. In mene zanima, je squirting samo tu, ko tako res gre ful hitro in intenzivno ven, da je tako ful močen curek, ali se ene delajo, da squirtajo, pa samo lulajo vmes in sploh tu nima veze s squirtingom, in a tu lahko prepoznamo, kdaj je kaj od tega? Ne. Ne vem, jaz se nisem tako poglabljala v pornografijo, tako pornografijo, da bi vedela, kdaj se kdo pretvarja, ampak ja, definitivno se tudi ljudje pretvarjajo in pa ne vem, če sam lulanje, ampak mislim, da se tudi noter nekaj ubrizgajo, ne vem točno. No. Sem enkrat brala, da obstajajo neki načini, ampak jaz ne vem, a bi prepoznala ali ne bi. Je pa res zelo različno, ne? Od osebe do osebe lahko pride to od 10 ml pa do, ne vem, skoraj 1,5 litra tekočine v tebe. Tako da je res spet odvisno od vsakega telesnega odziva. Ampak načeloma pa squirting je nenadzorovana stvar, ne? Tako je, Se zgodi brez tvojega, okay. Ja. Mislim, jaz sem tudi gledala, poslušala, da včasih vzamejo kakšne te cevkice in pa tam movie magic malo naredijo in jih tako pač malo skrijejo, da se ne vidi, pa sta pravega kota posnamejo, da zgleda, kar da pač iz nje gre ven. In se pa velika tudi sam pač polulajo. Sploh v pornografiji, pač prej ful vode popiješ in potem. Zato tudi, recimo, ko smo bili na sejmu erotičnem, a ne, in je bila tam ena punca, ki je tako na polno skvrtala na odru. In jaz takrat še nisem imela toliko squirtingu, nisem še tega toliko raziskovala in jaz sem bila tako, pač to se je ona polulala, to je 100% pač pofejkano in to je to. Ampak pač zdaj sem pa tako, mogoče pa več to tako njen tak party trik, mogoče se je pa naučila. Ja, mogoče se je pa res naučila, kam mora pritisniti, zato ker pač v lifeu ne moreš to klulanje spraviti sebe, kakor je ona spravila ven. Ko pač squirtaš pa lahko tudi, če se recimo tebe sploh ne rab lulat, pa lahko ti squirtaš, ti lahko lulat preden seksaš in potem še vse squirtaš. No, to je meni čudno, ne? No, ta raziskava, ki sem prej govorila, točno to. On je naredil, ona je šla lulat, preden je se ta raziskava dogajala in potem je šla najprej lulat, pa je on naredil ultrazvok, je bil mehur prazen. In potem je ona se samo zadovoljevala ali pa je pomagal partner tam okrog pol ure do mal dal in kaj ona ugotovila, da je blizu, kaj je začutila, da je blizu, je on prišel in spet naredil ultrazvočni pregled in je ugotovil, da se je v tem času, brez da bi ona karkoli pila vmes, mehur napolnil. Vidiš? Ja. In potem je ona squirtala in potem je on naredil spet ultrazvok in je ugotovil, da je mehur prazen. Torej, tako je ugotovil, da prihaja iz mehurja, ampak meni je še bolj to fascinantno, kako se v tem času, brez da bi mi kakršnokoli tekočino dajali vase, naš mehur tok napoln. Ja, kot da bi se stimulacijo napolnil mehur. Ja. Ne? Čupak, to je ful čudno misel. Ok. Ja, in pol, kaj je ta tekočina zdaj? Vidiš, in še tu, da ne vemo v resnici, da ne vemo o tem veliko, ne, oziroma nimamo odgovorov, to naredi to stvar še bolj mitično, ne? Ja. Ok, zdaj pa, kako si sploh ti prišla na to idejo, ker ti si meni rekla, Lucija, jaz se bom naučila squirtati. In kako si prišla na idejo, da se lahko kar naučiš ti squirtati? Ker ti si bila tako 100% prepričana, da je to nekaj, kar se ti lahko naučiš, čeprav ni nobenih dokazov znanstvenih, da je to nekaj, kar lahko vsak počne. In ti si bila tako prepričana in ti je to tratal. Eno jutro si se zbudila in si rekla, jaz bom pa squirtala. Ne, v bistvu je šlo za nekaj drugega, ampak ne vem, če lahko to tukaj povem. Kaj to misliš, da ne moreš? Ja, Lucija je šla na en dopust in tam je squirtala.
Ja, to moraš tle. Tem rekla, Tu da moraš boš se to vedeti. naučila. Ja, jaz sem takrat že rekla, da se bom to naučila, ampak jaz takrat še nisem bila prepričana, a to lahko vsaka oseba doživi. a ne. In potem je šla Lucija na en dopust in je tam doživela skvrtanje in sem rekla, ja, pa, če je Lucija, ki je mislila, da to ni mogoče doživela, ja, pa moram pa še jaz. a ne. In jaz, ki se v eno stvar zatopim, naj postanem totalen geek in preberem vse, kar mi pride pod roke in sem se pač zatopila v to stvar in sem prebrala vse možne raziskave o skvrtanju, sem prebrala vse možne članke, dele v knjigah in videe na YouTubu in zašla tudi na poučevalne videe na pornostranih, ker so oni poučevalni, tudi kakšni, ampak zelo malo. In potem sem probala, poizkušala. V bistvu se prav spomnim, da ko sva se z možem vozila na erotični sejem, je bil nek zastoj na cesti in sva gledala na YouTubu video, tutorial, kako. Ja, pač brez golote, ampak pač ena ženska je razlagala, kako do tega prideš in potem sva to probala, seveda mi z njim ni uspel in sem rekla, ok, zdaj bom pa sama raziskala svoje telo, ker meni se zdi nasplošno bolj pomembno, da vsak najprej razišče svoje telo in šele potem partnerju pokaže, pove. Nasplošno ne samo pri skvrtanju, ampak pri kjerikoli stvari. In potem sem poskusila sama in mi je uspel in seveda isti moment potem Luciji pisala, da mi je uspel in še Luciji dala nasvete in se mi zdi, da je polk malo tudi tebi uspela. Ja, tako. Ampak zdaj pa mislim, da moraš te nasvete tudi povedati drugim, ker to je golden. Ja, skratka, prva in najpomembnejša stvar je to, da smo sproščeni. Ma te teoretične neke stvari, bi bod sproščena, kaj sploh tu pomeni, se pravi, Za vsega neki, jaz mislim, da moraš biti in telesno in mentalno sproščena, ker se mi zdi, da gremo sploh od začetka. Zdaj, ko se lotimo poizkušanja, moramo najprej itak najti nek prostor, kjer nam je udobno, kjer se počutimo fajn, vemo, da nas nihče ne bo zmotil in potem se namestimo, ne vem, polsedeč položaj, ležeč položaj, treba je raziskovati. Zdaj, eni pravijo, da moraš lulat pred tem, drugi pravijo, da ne, jaz grem lulat. Okay. Sicer to zdaj ni več praksa, ki bi jo vsakodnevno počela, ampak na začetku mi je bilo zabavno, pač, da sem do tega prišla in potem poizkušala. Pa je lažje, če greš lulat ali če ne greš lulat? Ja, ne vem, ker sem šla jaz vedno prej lulat. Jaz vedno za nalaž ne grem lulat prej. Ja. Ampak ni lažje. Mislim, da si že poizkušala. Ja, že enkrat mi je uspelo, ampak ni tako, da bi tu odklenila zavedno. Ja. Z igračko? Ok, bomo potem še v tem, še naprej v igračkah. Ja, in potem se mi zdi, da je tudi ful pomembno, da se nasplošno že cel dan dobro hidriraš. Pri spolnosti se mi zdi, da je to nasplošno ful pomemben del, zaradi tega, da je nasplošno si dovolj navlažena. In še pred tem, potem preden se lotimo raznih tehnik, ki vzpodbudijo skvrtanje, je pomembno, da smo fizično oziroma telesno vzburjeni. Se pravi, za vsega je to nekaj drugega, ampak to pomeni, da se fiziološko vzburimo, da preide krvni pretok v naše genitalije, da ratamo navlaženi, da se vhod v nožnico odpre. No in takrat smo potem pripravljeni, da začnemo pritiskati na G-točko, kar je pri skvrtanju v bistvu najpomembnejši del, torej pritiski na G-točko. Zdaj, G-točka se pri večini ljudeh nahaja na zgornji strani nožnične stene. Zdaj, zadnjič, ko sem imela tisto predavanje oziroma dogodek za ženske, sem zvedla tudi eno zanimivo stvar, da imajo ene ženske G-točko lahko tudi spodaj. Ja, sprav cela ta nožnična stena, lahko zato G-točka ni samo točka, ampak je neko območje v nožnici
In to območje v bistvu pač tam, kjer se klitoris, notranja struktura klitorisa pač naslanja na to steno. In včasih je lahko ta najbolj občutljiv del tega točka tudi kje drugje, kot samo na zgornjem. Večina jih ima na zgornjem, ampak ja, neke raziskave so delali, da so pa lahko tudi ob strani, lahko so tudi od spodaj. No, sej, in to sem se pa zadnjič sprašvala, da te, ki imajo spodi to G točko, a ne, mislim, a veš, glavno naj bi bilo to, da pritiskaš na G točko pa potem pritiskaš posledično na mehur, ne? In ta pritisk na mehur potem sproži skvrtanje. In pa sem se sprašvala, a ne, če na spodi G točko pol ne pritiskaš na mehur, a v bistvu lahko sprožiš sploh, a ne? Ja, s fistingom. Ja. Mislim, tako si predstavljam, ker je pač okrog in okrog. Mislim, se pa verjetno pol vsak pritisk na mehur to lahko sproša, ne? Ampak ja, načeloma vsi, ki učijo na internetu skvrtanja, govorijo o pritisku na ta G točko oziroma G predela, ne? In potem ali pritiskaš na G točko s prsti ali z igračko, vsak mora najti nekaj, kar njemu ugaja, ne? Ker smo vzburjeni, ta predel nabrekne in ga potem lažje začutimo in potem pritiskamo. Se mi zdi, da je pomembno tukaj, da vedno bolj močnejše pritiske izvajamo, ampak ne sme biti pa nekaj, kar nas boli ali pa kar nam je neprijetno. V takem primeru pač tega ne počnemo, končamo. In potem je treba biti zelo potrpežljiv, ne? In tukaj marsikdo potem obupa, zato ker je tako, kdaj bo že to, ne? Zato, ker sam, tako kot pri orgazmu, ker velikrat razmišljamo samo o cilju in o tem, da nam bo prišlo in ne o poti, in potem ni to tako prijetno. Skratka, moramo zajahati ta val občutkov in se prepustiti. In koliko časa zdaj, recimo, cerkami govorimo? Približno. zdaj jaz mislim, da je vsake osebe odvisno, ampak potem glavna stvar je ta, ko ti začutiš, da te lulat, pomeni, da si zelo blizu. Pomeni, da si zelo blizu in da ne smeš prenehati s temi pritiski. Je pa ravno v tem problem, da večina ljudi takrat, ko začutijo ta občutek, da jih lulat, prenehajo. Ne? In tukaj je zelo pomembno tudi, da znamo uporabljati mišice svojega medeničnega dna, ne? In da mišic ne stiskamo, ker to potem zaustavi ta proces. Stiskamo na not ali stiskamo na ven? Stiskamo ne na not. Okay. Stiskati jih moraš pa na ven, na nek način, kot da bi šel lulat, ampak ne preveč. Moraš sprostiti te mišice, ampak ne preveč stiskati. Meni se same recimo stisnejo navzven. Ja, ampak potem, to pomeni, da si že kar blizu. Ampak potem pa se večinokrat, samo enkrat, sem nekako čez to prišla, večinokrat pa se nekaj zgodi, da gre tu mimo. Da kratko mine. Kaj pa se v tvoji glavi takrat dogaja? Ne vem točno. Zdaj bom naslednjič pozorna. Ampak ne vem, samo mine in pol se v moji glavi dogaja pizda. Tako, moj bog. Zdaj tle že 1 uro in zdaj, kaj? Ja. Ja, jaz mislim, da je ravno pol v tem problema, ne? Zaradi tega, ker to mine, pa si tako, kam je zdaj šlo? In potem te to sfrustrira in je konca, ne? Saj tako pri spolnosti vedno, ker se preveč zapletemo v svojo glavo, je potem vedno težava, ne? Tako da, ja, ves trik je v tem, da ko čutimo, da nas lulat, ne spustimo in ne stiskamo naših mišic. In koliko časa je pri tebi trajalo, da je ratal tako? Takrat, ko ti je prvič ratal, koliko časa si dejansko to delala, se spomniš? Kaj je to, pol ure, 1 uro? Ne vem, po mojem, da je bilo 20 minut. Ok, sem zdaj bom pričakovala, boš rekla 3 ure. Ne, ki ne bi se mi dal. Ja, sej tu, ne? Mislim, vse je fino raziskovati, ne? Sploh pri meni se mi zdi, da to neko samo raziskovanje in poskušanje novih stvari ful vpliva na mojo spolno željo nasploh, ne? In se mi zdi, pa jaz rada poizkušam in probavam nove stvari. Zdaj ne bi pa 3 ure porabila za to. Ne? Mi je tako bilo zanimivo to poskusiti, to probati. Evo, vem, da zdaj to zmorem. Včasih mi je potem zanimivo to dodajati tudi v spolnost z mojim možem, ampak... A kaj tako je party trika? Hočeš videti skvrtati? Sam pa je treba
nisem še si umislila une brisače oziroma dekce. Veš, ko obstaja una dekca, ki je nepremočljiva. Ja. Tako da... V katerem poskusu ti je pa uspelo? Prvič, ko sem sama probala. Ok, ampak si tako v teoriji že vse vedela, ne? Ja, pa če sem se res poglobila. Ne? Jaz imam par vprašanj. In sicer, se pravi, ne, jaz res težko je to na posli, recimo meni početi. Jaz bom zdaj čisto vse govorila. Težko mi je na posli, ker pač nikoli ne moram biti zares čisto sproščena. Se pravi, gremo v banjo, to so zdaj navodila, gremo v banjo, recimo, tam je ful dobro, ker ne moreš, ker ni panike, ne? Tudi če se polulaš. In pol enkrat sem videla na internetu, da obstaja ena tehnika, ki ima 3 korake. Če si to videla, ziher si videla, ker se ni dosti instruction video na internetu. No, in kao najprej pritiskaš tako, ok? Tu tako izmenjuješ, kao. Najprej tako pritiskaš dolgo časa, recimo, da ti rečem minuto. Zdaj, ko gledate, Sara premika pač prste. Ja, sem te bom vse isto premikala, sem malo drugače. Aha, to morate zdaj gledati. Najprej je pač tako tapko, tu je kao, da ne moreš faliti, če to narediš. Ok, tako. Pol je tako vleku po celi zgornji steni, pol je pa pač tako prijel, pa dal roko na tlele, na pabi, tle, in pol je z mišico to tako navzgor. In tu je tako, tu je trajalo recimo 3 minute in vsakič je po minuto delal tu in dejansko je imel tam ful teh žensk, ki so pač in vsaki je bilo res. Ja, se mi zdi, da tako mora vsaka oseba ugotoviti, kakšni dotiki njej pašejo, ker nismo vsi isto narejeni in enim pač ta come here tehnika ne ugaja, ne? Ampak se mi zdi, da večini pa to tapkanje, ampak treba je poskusiti, treba je zakaj pa pol njemu pa vseh uspelo? Ja, sej, ampak ne veš pa, če je bilo vsem res prijetno ali pa če... Mislim, meni je tudi to, ne bom zdaj jaz za vsako silo neki, za vsak, no, pač, joj. Ne bom jaz zdaj res pač delala karkoli sam za to, da bom skvrtala, ampak mi je pomembno zraven, da mi ni neprijetno, ne. Tako da, ja, jaz mislim, da je za probati ta tehnika. Ampak je pa ful pomembno, da imamo kratke nohte, čiste nohte, čiste roke, še najboljše, da si damo gor tiste rukavice, ki so, ampak potem je pa da uporabljamo lubrikanta, ne. Pa sploh, če imamo rukavice, moramo, mislim, da pol paziti, da ni vsak lubrikant, ne vem. Kakšne rukavice moraš zdaj povedati? Ja, te, ki so za... Navadne lateks. Ja, lateks. Pol ne sme biti oljni lubrikant, če se ne motam, ja. No, tako da... Jaz sem probala enkrat to tehniko. In je bilo res blizu. Tako, čak, sama s sabo ali s partnerjem? Ja, ampak prav ta specifična, ki so oni na tem videu pokazali. Ampak to si sama na sebi? Ja, sama na sebi. Ampak meni se zdi, da jaz nisem mogla dosti doseči. Veš, ker ti ne moreš... Ja, sej tu uneta zadnjega giba ne moreš zares sam narediti, ne? Teki roka bolela. Daj, vse me je bolelo. Sploh pač ne vem, kako to tako izvesti, da ne bi nekaj bilo narobe. Ker ali mene roka boli, ali če pa si s partnerjem, pa nisem tako vedno sproščena in ne morem zares, razumeš? Mogla bi se sama navaditi. Leva pa desna roka. Jo, z leva je čisto neoperativna. Ne morem z levo noč. A ti si menjala roke? Ja. Sem res, čak, zdaj bom morala. Ja, no, ja, ok. No. Sam je res leva, pač leva ni toliko spretna, ne, tako desna. Meni je uspelo, veš, s katero igračka. Krvi kovinski, kaj je tako? Ja, tega imam jaz tudi. In ima tako 2 bunkice. Ja, to imam jaz tudi, ja. Perfektna, ker je pač tako težek in sam se dol giba, ful je dober, zunaj mi je uspelo. Ja, meni je tudi všeč zaradi tega, ker se ga lahko malo ogreje. In to je meni top. Pa ker se ga lahko prekuhava, ker sem obsedena s to čistočo pri igračkah in mi je všeč, da se to lahko prekuha in veš, da je vse lepo sterilno. Ok, če hoče oni danes večer se prav probati, da bi skvrtale, pač edino navodilo, ki je v bistvu samo stimulacija G-točke, ki ti paše. Ja. In pač tu zdaj delaš. Pritiskaš na G-točko, ja, pomembno je, da si z glavo pri stvari, da si potrpežljiv, da ni to neki, kar moraš za vsako ceno danes doživeti, ampak si pripravljen na potovanje raziskovanja
In pač ja, da poskušaš, da Pa da se probaš ne ustrašiti občutka, da te lulat. ja, Okay. pač v ta primer si prej zaščitiš poslo. Ne? Okay. Pripravljen si na pranje brisač. Ali pa si v banji. Tu bom Ja. jaz. Če imaš banjo, ne, jaz si A ja, nimam. se res. Ja, ker nimam. Nisem ta srečnica, da bi imela banjo. Okay. A si pa uspela naučiti tudi svojega moža, da pač z njim skvrtaš? Ja, sva probala, ampak še vedno jaz najbolj čutim sebe. Zato, ker prav začutiš to točko in ne moreš na isti način čutiti, ko on to dela. Ne? Tako da, ja. A ti prav ta pomaga občutek na prstih, da vidiš tudi, Ja. kaj se spremenja? Meni je veliko bolj s prsti, kot z igračko. Ampak zdaj, ko imam malo daljše nohte, ne, se tega sploh ne lotevam, ker nočem kakorkoli rant svoje nožnične stene. Ja. Okay. Zakaj ti pa z igračko ni v redu? Pa sej mi je, ampak sej ti pravim, glih ta občutek, da čutim s prsti, da čutim, kako nabrekne točka, da čutim, kako raste. In se mi zdi, da s tem procesom vedno bolj raste in ko si na koncu, se mi zdi, kot da bi čez cel, ne vem, a si ti tudi čutila, kot da ful bolj nabrekne skozi ves ta proces in ko si res blizu, je že ta točka ful nabrekla. Mislim, vse je bolj tako. Ja, vse je bolj tako. Ti si pa z igračko. Ja, jaz pa nisem nikoli s prsti. Can't do it, to je pa tako naporno. Mislim, Ja, le zdaj, ko pol treniraš, se mi zdi, da bi lahko. Veš kaj? da zdaj imam pa tako dolge nohte. A ja, to je pa A res. veš, Ja. s tem pa res ne bi nič mogla. Omogojan malo. Ja, boljš. una twirling G-spot tiskamo tako, ki se tako vrti. Pa stisnemo, veš kaj, Ja. mi je pač to tak, boljš mi Ja. je, da je tako zakrivljen. Da Ker lahko stisnemo, kar pritisneš. sem, pač, Lahko vidim. ja. Dobro mi je, da ima ročaj in da je ukrivljen in da pa lahko ga res tako zahaklaš noter ja. in si pa sem tako. Ja, šit, tako vinski, tako jaz ga nimam zdaj več, zato ker ga, ja, ker ga ima bivši, ne, ker sem ga jaz v resnici njemu kupila. Pa sem ga A si jaz, mu ga pustila, da ga ja, če sem ga vzame? njemu kupila. Če ste šla na razen. Ja, kao njemu za darilo sem mu dala. Pa če ste šla na razen, se tudi Ne, no in to zdaj ga sam nimam, pospravim. in sem tako, prav zdaj sem pomislila, ker se je ta lepo ukrivljen, ne, sem unje pa res lepo ukrivljen. Meni se zdi, da se moram res samo kupiti. trd, to mi je všeč. Ful, ja. Kaj tiska sem ga imela jaz, pač tiska vam ne moram pokazati, ker ga ne prodajajo več. It's discontinued. Ampak on je malo bolj mehak. Pa drugače tudi to je bilo kul, je bila tako. Ampak meni je bilo to glavno, da ima ročaj in da je res ukrivljen in da se pa res lahko noter zahakla. In to mi je 100-krat lažje, ker imaš pol tisto podaljšek, ker če ne, se moraš tako lomiti in ne vem. Mislim, vsaka čas baba, da si... Res težko biti medieval woman, ko mora z rokami tam nekaj. Ja, lej. Pač jaz, da bi mogla iti back in time in ne bi bilo več nobenih pripomočkov. Šit, jaz si prav predstavljam, ne, to je ful slaba stvar. Jaz za bi reči. kar- Ampak tako vojna je, vse propada, nimamo elektrike in Lucija ne more več masturbirati, zato ker ne zna z roko. Imagine, jaz sem tako horni in jaz sem tako tečna. Ej, sem še eno vprašanje imam in sicer, kaj pa squirting med seksom, moraš dati penis ven, ko se to zgodi, ali je not pa kar gre? Ne vem, ker mi dva med penetrativnim seksom še nisva tega prakticirala. Pač velikokrat sem bila ful blizu, ampak jaz mislim, da je tak pritisk, da ne vem, po mojem, da itak izbruhne ven vse. Okay. Se pravi, da ga itak ti ven potisneš, ne? Ja, je pa tako, da tudi veliko ljudi lahko skvrta med analnim seksom. Tako da je to tudi mogoče zaradi ravno tega pritiska tudi na mehur. Tu sem pa videla, ja, tu se mi zdi kar optimalno, tako kot je penis v drugi luknji in pač tam imaš frej. Kaj ni boljš, ne rabiš se kjer zdaj, da boš ven ali not, kaj. Okay. Pa tudi moški lahko skvrtajo. Ja, tu sem Ja. pa videla. Ja, to si tudi ti zadnjič imela. Ja, Niki. tu sem jaz tako leta nazaj odkrila en članek o tem, kako lahko moški skvrta in jaz sem na sam tako, ta fuck. A, veš, ko mislim, si Ja, videla jaz sem navodila? našla, sicer to ni nek tako znan pojav, kot ženski skvrting, a ne? In sem potem šla raziskovati, jaz si tako grem najprej raziskave brati, a ne? In je ena študija primera, kar itak ni nič, a ne? Ampak gre za pojav, ki se razlikuje od ejakulacije, a ne?
ker gre spet bolj bistra in več tekočine ven in bolj izbruhne. In se mi zdi, da jo večina ljudi oziroma moških lahko doseže na ta način, da draži glavico penisa, da na ta način. Zdaj bolj podrobno se pa nisem, ker tudi se mi zdi, da to, da so na eni osebi izvedeli to študijo, primerjaj še vedno ful premalo. Ampak, kakor sem jaz takrat, ko sem imela to temo na Instagramu, potem raziskvala, je se kar nekaj moških oziroma žensk, ki so z moškimi v partnerskih odnosih, javili, da je to njihovim partnerjem uspel. No, jaz sem pa se poglobila, ker velikrat gledam pornografijo s tem zadnje čase, ker me tako je zanimalo, ker nisem razumela. Ne? In tu je predvsem v delih pornografije, ki imajo malo tako z BDSM-jem veze, zaradi tega, ker se gre malo za denial, pa za after orgasm stimulation. Se pravi, da ko moškim, tako pač večina jih tako dela, se pravi, ko moškim pride, njim že pride in ti pač ne nehaš stimulacijo in takrat stimuliraš glavico. In kakor sem jaz dojela, je tako samo preveč, pač njim je tu ful preveč, ne? Oni se pa vsi tako zvijajo in jim je ful intenzivno in potem se to zgodi. Kar je meni pri tem zanimivo je tu, da v bistvu smo se mi učili ali pa bili naučeni, da penis, ko je v erekciji, ne morajo moški lulati. Razumeš? Se pravi, še vedno mora biti tu nekaj nenadzorovanega, ne? Ni to, da oni samo jim je tukaj neprijetno, da pač se polulajo, ampak dejansko tako to doživijo. In tako držijo penis in tako grejo po glavici, tako v krogu, tako. In pa se zgodi. Zanimivo. Samo to je tudi mita, ne? Ker dejansko moški z erekcijo lahko lula. Koliko jih ima jutranjo erekcijo, pa vse lahko lulajo. Ampak nas niso to učili, ne? Ja, jaz se spomnim. Okay. No, koliko pogosto pa zdaj dejansko prakticiraš ta squirting? A ti je se zdaj že naveličala tega? Ja, že zdavnaj sem se tega naveličala. Se mi zdi, da ljudje delajo veliko večji boom iz tega, kar dejansko je. In jaz ful rada poudarjam, da tudi če nikoli v življenju ne boš tega doživela, ne boš nič zamujala. Ampak jaz še vedno vsakega spodbujam, da raziskuje svoje telo in poskuša, česa je zmožno, tako da zakaj pa ne bi raziskovali, če nam je to prijetno. Ful mi je tako, narobe mi je to, da želimo to narediti zaradi tega, ker si naš partner tega želi. In zato, da bi njemu ugodili. Tako kot ljudje, ki se spuščajo v trojčka, zaradi tega, ker se partner tega želi in je potem to lahko recept za katastrofo. Meni se zdi, da si več žensk kot moških. Meni se zdi, da moški redkeje razmišljajo o squirtingu kot ženske. Se mi zdi, da je... Misliš? Ja, meni se zdi, jaz pa moj moški nisem nikoli razmišljal o squirtingu, sem jaz, ko se razmišljam o squirtingu. Pa sej, kaj so tvoji moški hoteli, da ti squirtaš, ali si ti hotela squirtati, ker si to videla? Pa jaz sploh nisem, meni je bilo tako tudi, če ne. Ja. Ampak sam zaradi tega, ker sem tako, in pol squirtaš in kaj imaš mokro poslo. Pač to je moja edina misel, bila tako, pa imaš pa mokro poslo. Nismo jim sploh povedali, kakšen je občutek. Nismo niti se dotaknili, približno kakšen je občutek tega sploh, ko squirtaš. No, je to lahko vsak zase povedati, ker je ful različno. Ja? Ko ti? Ja. Kukor da se sprosti nek pritisk v meni. Ni toliko zadovoljujoče, sploh ni zadovoljujoče na način, kukor orgazem, ker jaz ga ne doživim sočasno z orgazmom. Ampak je pač neka taka sprostitev nekega pritiska, ki se je naredil v meni. Ko ti tako vse gre na vzven, ne, in pol verjetno se to umiri. Ja. Okay. Pa vidve? Jaz sem drugače ful podobno kot ti. Pa meni je bilo, recimo, se jaz polka sem prvič skortala, meni je bilo tako, hudo. Se mi je bilo ful mi je bilo fajn, zaradi tega, ker je bilo tako nekaj novega. Ampak meni je bilo tako, achievement unlocked. Ni mi bilo wow, to je pa zdaj tako najboljši feeling ever. Ampak ja, je tako en tak, niti približno niko kar orgazem, ker jaz tudi pač ne skortam in orgazm doživim naenkrat. Ampak je tako tak zanimiv občutek je sprostitve, pa ja, jaz sem v bistvu pač samo takrat, pač, ko sem z unmu pač partnerjem, ko sem sploh ugotovila, da lahko skortam, pač on je tako lahko vedno. Pač on, če je hotel, da jaz skortam, sem jaz skortala. On je točno vedel, kaj dela. Tudi, ko sem prvič skortala, on je bil nič presenečen, da se je to zgodilo. Pač, on je to z namenom delal in pač Ja, in jaz si kakšna je bila ta njegova predstavljam... tehnika?
posebna. Točno nekaj takega, kar si ti opisovala. Ful podobno temu. Z rokam. Ja. Tako da jaz mislim, da je on verjetno gledal, ker še ta video. Izobraževalni. 100%. In je potem to pač delal na vseh bebah in mu je vedno to ratal. In je bilo za njega to sad tako, no, pač, ampak jaz tudi mislim, da je on mislil, da je to isto kot orgazem. Nisem se o tem sploh pogovarjala, zares s tem nisem rekla, da je pač zdaj meni prvič v lifeu to se zgodilo, ker nisem hotela z tega powerja. Lahko je Se le. prav, ja. Ampak ja, pokaj sem pa sama, mi je bilo pa isto, mi je bilo samo tako ono, Okay. in pol, pač po tistem ene parkrat sem in pol nisem nikoli več pač se s tem ukvarjala. Okay, ja, Pač to bi bilo poluno, ok, lahko naredim to, če pač hočem, kdaj bo, ampak ni mi pa, da bi to zdaj krevala ali pa pogrešala, pa da bi si ful želela tega Isto pri meni, občutka. ja. Jaz sem skozi celo življenje mislila, da bom nekaj od tega špricanja čutila. Razumeš? Da bo neka senzacija špricanja. Ne vem sicer kako, da bi jaz to začutila, ampak jaz nisem čutila, da mi je sploh šlo kaj ven. Jaz sem potem šele čutila, se pravi, tu je bilo v bistvu, tu se je zgodilo, jaz nisem vedela, da se je zgodilo. In tu mi je pol bilo malo tako, jaz sem mislila, da bo neki, veš, da bo neki, kaj pa vem. Pa se mi zdi, pri meni je bilo še tako, da sem kakor toploto čutila preden, ker ni ono, da bi takoj, se mi zdi, da kakor da bi se toplota zadržvala nekaj časa še preden izbruhne in potem sami izbruhne, ne vem. Pa tudi se mi zdi, pomembna stvar, ki smo jo pozabili povedati, da ene osebe pa vsakič doživljajo skvrtanje. Ja. Tako da to so ponavadi tiste osebe, ki sprašujejo, kako končati s tem. Jo, se to mora biti res naporno, če pomisliš. Ma kaj veze tu, ali vsakič skrtaš ali ne, s tem, koliko je tvoj maternič mišica... Dej, se veš, kaj hočem vprašati. Ja, če ima veze s tem, koliko so mišice tvojega medeničnega dna recimo napete, ali pa ne napete, ali pa so preveč lus, ali pa karkoli s tem. Jaz ne vem, če ima to kaj veze z mišicami medeničnega dna, materničnega vratu, ampak bolj, ne vem, z anatomijo, ne vem, dejansko ne vem. Mogoče bi mogla to vprašati strokovnjakinjo, ki ste jo imeli tukaj za mišice medeničnega dna. Ja, mogoče, ja. In to je tudi zelo pomembno, ker se včasih pri spolnem odnosu tudi zgodi to, da se polulamo. In to je ravno zaradi takrat, ko imamo, ker niso mišice medeničnega dna dovolj močne. Tako da tudi to se lahko zgodi. Zato je pa res pomembno, da krepimo te mišice. Drugače, to, kar si rekla, da je odvisno od anatomije, mislim, da je nekaj na tem, ker zadnjič, ko sem na Instagramu o tem nekaj govorila, se mi je na par punc javili, ko so rekli, da odkar so rodile, da one zdaj skrtajo. In jaz mislim, da to je povezano s tem, ker ti rodiš se ti tako stvari mečkano kakšna stvar se ti malo premakne, pa ni glih na istem mestu, kot je bila včasih. In jaz mislim, da je malo s tem povezano. A niso pa to glih mišice? No, na tu je bilo vezano moje vprašanje. Ali pa pač G točka, da je zdaj drugače postavljena, da je pač zdaj kaj to drugače. Zaradi tega, ker recimo... Ker tudi hormoni pa lahko je bolj nabrekljena že itak nasploh. Tudi to. To mi je bilo ful zanimivo. Potem recimo ena moja kolegica, ona je z bivšim fantom vsakič skrtala, pač rekla, on ga je dal sam noter in je bilo že vse takoj mokro, iz zdajšen mu nikoli. To je pa ukrivljenost penisa. Tako, točno to, ker je pač njegov penis glih bil tako zakrivljen, da je na ta pravo točko pritiskal, tako da je lahko tudi od tega odvisen. Potem ena raziskava je enkrat pokazala, da je genetsko, da pač če tvoja mami skrta, da ti skrtaš. Kako je to zdaj resnično, pa kako so to ugotovili, ne vem. To so ti raziskave. Ampak je pač tako, se mi zdi ful zabavna informacija, ki si jo vzemte malo z žlico soli. Ampak pa še ena stvar, ki se mi zdi ful zanimiva. Zdaj smo govorili o skrtingu s pritiskom pač na G točko. Ampak fulejnih punc skrta z raznimi stimulacijami klitorisa. To te pa ne bojo nikjer naučili, to je pa mislim, da čist genetsko pogojeno. Pač to pa ne vem, veš, ali boš ali pa ne boš, zaradi tega, ker te igračke na zračne pulze, to sem jaz kar par punc slišala, ko so rekle, pač prav poznam osebno, ko so rekle, da so pač dobile to igračko in da so s tem skrtale. A veš, to pa po mojem tudi zaradi tega pogojen, ker ta igračka na pulze
stimulira celoten klitoris, ne samo njegovega glansa oziroma glavice, in ker se to nabrekne pod sramnimi ustnicami, potem mogoče tudi povezan s tem, da potem pritiska to na... Ja, sem Dele. nima pa veze s pritiskom Ja. na sečnico, kot smo prej Ja. rekli. Ne? Tako, Ja, ampak sej tudi ni direkt sečnica, ampak pritisk na mehura, ne? Je pa vse eno povezano z drugima, ne? Ker je pod sramnimi ustnicami potem večinski del klitorisa. Pač, če tako potegnem eno črto, da vidim podobnosti med vsemi temi skvrtanji, je tako, ko je stimulacija ful močna, ne? Ker punce, ki poročajo, da so recimo z Lelo Sono, ne? Prvič skvrtale, tam je ful močna stimulacija in one niso vedele, da lahko skvrtajo in pa se jim je zgodilo. Ja. Potem moški, ne? Ko moški skvrta, je tudi pač overload stimulacije. In ko damo neki noter na G točko, je tudi kind of tako močno, da je pač malo overload neke stimulacije, ni? Ja. Ampak pol mi je pa tudi to zanimivo, ker sem na pol tako, ok, to se pravi igračke na zračne pulze, lahko potem tudi stimulacijo klitorisa. Zdaj se mi je pa zadnjič ene par punc javljal, ko so rekli, da z navadnim vibratorjem skvrtajo. Ena je prav s tem čist navadnim buletom iz adventnega koledarja. Ja, ene ne Tako rabijo da noter. je čist vse možne vrste stimulacije te lahko pripeljajo do skvrtanja in smo pa spet nazaj na pač tistmu, da nič ne vemo. Ja, Tako že pol imaš tako neko teorijo, aha, ok, to se pravi stimulacija točke, to je to. In to bo pač... Ja, sproščene mišice, ne? ja. To je tako Ja, ena. ampak pač recimo jaz sem 100 igračk na zračne pulze, pa nikoli nisem bila niti blizu, da bi skvrtala. Jaz tudi Pač ne. tudi te okej. navadni vibratorji, niti približno. Ja, jaz isto, A jaz veš? sploh ne začutim iste Jaz tudi senzacije, ne. ampak Ja. mislim, da je tudi fora, da si ne vzamemo dovolj časa, ker ko z navadnim vibratorjem ali pa s katerim od teh masturbiraš, tu traja 3 minute in pač Pa to jaz res sem ni si kdaj dovolj. že vzela dosti časa, da bi kaj se zgodilo, pa se ni. Okay. Tako da, Sam pa smo pa spet na začetku, da če ne raziskuješ, ne ugotoviš. a Ne? Po drugi strani pa tudi, pač verjetno zdaj kdo gleda, pa si sprašuje, zakaj za Boga bi si kdo želel tega. In je to pač popolnoma normalno. a Ne? Ja. Ni zdaj. da moraš. Ja. Pač samo zanima nas. Ja. Ja, Zanima nas, kako bi to bilo. firpčne smo. Ja, ja. A ja, to bi mogel še povedati malo več o tem. Orgazem, pač, kaj fora, da orgazem doživiš ali ga ne doživiš, to povezano, ni povezano. Vse smo že rekli, da ni nujno, ampak kaj veš, zakaj bi lahko bilo in zakaj ni in kdaj je. Jaz, večinoma, sem se pogovarjala z ženskami, ki redno skvrtajo. Te, ki redno skvrtajo, večinoma doživijo sočasno ob skvrtanju orgazem. Ni pa, mislim, da še nič raziskano ali pa dokazano, zakaj točno se zgodi, da ene ob skvrtanju, ene pa čist neopredeljeno. Tako da Lahko je tudi accidental, da po moje tako. ene prej, ene Ja, po. ja. Mislim, da sploh ni povezano. Mislim, da je pač accidental, da ene doživijo orgazem zdraven, ker večina ne doživi orgazma na točno tisti trenutek, ampak včasih pa pač ga ne. Ja, mislim, jaz sem imela na delavnici eno, ki je rekla, da ona ima velikrat ta občutek, ampak se zadrži, zaradi tega, ker jo je strah, da se bo polulala. In zdaj smo se pogovarjali in je rekla, da zdaj, ko pa to ve, da pač je pa to verjetno squirting, da, pač, da je to ta občutek, da se pa zdaj ful bolj sprostila in da se malo naprej pripravi in da zdaj je pa dobe, zdaj pa squirta in prihaja in super. vse, kar češ. Ampak pač je pa ful mi je zanimivo, ker imaš pač res tako širok spekter tega. Imaš vse od tega, da pač skortajo in jim prihaja in jim je najboljš, do tega pač, da skortajo in jim je čist brez veze. In so samo tako pač, what's the point? Ja. Tako da, ok. Čakaj, sem še kaj ta zarabila povedati. Ne, ok. A smo še kaj spustili? Imaš ti še kakšno Jaz ne vprašanje? vem točno, marsikaj smo spustili, zagotovo ne. sigurno. Itak na koncu ugotovimo, da sploh nič ne vemo, ampak da si moramo samo vzeti čas, kar gre meni na živce, itak, da moramo tam iti v banjo in da moramo dolgo časa poskušati in jaz bom probala res to tehniko, ko sem jo videla na internetu. Ok. Tam nohte si prej pusti. Ja. Dobro, zdaj imaš dolge nohte. Ja. O, še to.
Nič, da moramo dolgo ustrajati, da moramo ustrajati pač pri tem. Zdaj smo pošlji izvedeli. mi video, da ga jaz Janu pokažem. Ja, bom poslala. Se bi rekla, da ga bom tudi vam dala tle v komentar, ampak ne smemo, ne? Dajati, ampak to je prav bom dala, ja. Daj. To je bil po moje prvi instructional video, ki sem ga jaz tako gledala, pa ne vem, 15 letih na Pornhubu, How to Squirt. In so tam bile izobraževanje, so imeli ta model. Ja, ful je tega. Kao jih je učil, kako skvrtati. In potem so pač te prostovoljke prišle, da jih je in vse so skvrtale. Meni je bilo tu dokaz, da tu deluje, kar je on. Dobro je bilo posneto. Pač prepričal me je, da je resnica. Za mes, kaj sem Janu sam pač dala pač igračko v roke in sem tako, glej, pa sem bila tako zdaj achievement unlock, zdaj moram jaz to Janu pokazati. Sem tako, glej, tako sem jaz zdaj to naredila. In pa sem bila tako, pa če bi probal in rekel, da bi. In pač malo je bilo, ni bilo tako fuluna, ne vem kaj, malo je ratal, ampak to me zanima, ta tehnika. Okay. A drugače piješ dovolj tekočine? Ne, tu sem še prej hotela reči. Ja, jaz mislim, da je tudi tu problem, da jaz nič ne pijem. Ne. In pol jaz čutim, kako se te mišice, jaz to vse čutim, sem ne pride pač ful velik ven. Ne. Ja, no, pol doživiš? Ja, mislim, velikrat. Mogoče bi res mogla malo več pitja. Tu, še ta ki tako velikrat pritisnejo tle na spodnji nad sramno kostjo, tu se mi zdi dober trik, drugače Ja, na splošno da za me orgazme. hurja. Ja. Ali je pa to tako neudobno? Meni tudi ni udobno. Meni je to tako čuden feeling, da mi tle pritisne, tako mi je... Res? Ja. Meni je pa to ful dober občutek. Jaz sem si Res? včasih, ker še sploh nisem vedela, da je to masturbacija, ker sem bila še v osnovni šoli, sem si jaz velikrat tle pritiskala. Meni je bil to ful dober občutek. Res? Sploh ne vem, kako sem to ugotovila. In potem enkrat sem ugotovila, da je povezano tako s stimulacijo. Ker sem videla v porničih, da si tudi oni pritiskajo. Jaz sem pol Zanimivo. Zanimivo. Ja. Ok, tukaj imam še eno vprašanje. Ker smo v bistvu že odgovorili. Ampak smo v bistvu že odgovorili. Dajmo ga vseeno prebrati. Za Lucija in Sara pametujeta featuring Maša. In vprašanje je, jaz lahko skvrtam, ampak meni je to kar neki. Ne čutim nekega posebnega občutka. Je to normalno? Ja. Zdaj, mogoče tudi nismo povedali, koliko žensk dejansko skvrta. Ne? Zdaj, to je, kot sem danes že večkrat povedala, se znanstveniki tukaj so ful neusklajeni. Ne strinjajo se v tem, a je to lulanje, a to ni lulanje. Prav tako se pa ne strinjajo v tem, a dejansko to lahko uspe vsaki ženski oziroma osebi, ki ima vulvo ali ne. In mislim, da raziskave ugotavljajo, da 1/3 do 1/2 žensk. Mislim, da zadnja raziskava, ki sem jo brala na to temo, je bilo, da je 56% žensk že uspelo skvrtati. Sem pa včeraj pol spet, seveda malo sem se pripravljala, ne, in spet šla eno raziskavo brati, ki je bila sicer ni bila dobra metodologija, 13 oseb je bilo sam, ampak so ugotovili, da ženske, ki zmorejo skvrtati, je njihov faktor sproščenosti in seksualnega počutja nasploh višji. Se pravi, manj sramu čutimo, lažje raziskujemo sebe in svoje telo, več možnosti je, da doživimo skvrtanje. Ja, se make sense, ne? Me bi lahko eno raziskavo naredila za squirting. Tu je v zvenelu pa ful porno zdajle. Nisem tako mislila. Mislila sem tako v resnici raziskavo. Da bi odgovorila na kakšno vprašanje, ki jih danes nismo znali odgovoriti. Ja. Čakaj, kako to misliš? Ja, če bi jaz delala kakšno doktorsko šolo, ali kako se to gre, ne, bi tu bila moja doktorska disertacija. Bi mogla biti tako, kot ne dva, ki sta bila Masters in Johnson, ki sta že leta 66 prva začela v laboratoriju raziskovati o spolnosti in sta take sonde porivala noter ženskam. Moški so pa mislim, da okrog penisa jim neke take elektrode dal, da so v bistvu ugotovili spolni odziv človeka. Tako da že leta 1966 se je začel na ta način v laboratoriju raziskovati o spolnosti in tam so potem prav ali se samo zadovoljevali ali pa kukar partnerja seksala. Tako da je bilo zelo zanimivo in jaz se strinjam, da če bi bilo le dovolj sredstev, da bi to več teh raziskav bi moglo biti, če mene vprašaš, ne? To. Po mojem, da je to res ful težko za raziskovati. Ja. Ja, sigurno, veš, ko si pol tako manj sproščen, tam si v nekem
umetnem, sterilnem okolju. Ja, ne, in saj to. pač že tako se težko sprostiti, pa kao, zdaj tam teni gledajo in nadzorujejo. Sej to. Tako da ja, te raziskave so. Make sense, ja, da niso glih čist pravilni rezultati, če moraš v laboratoriju masturbirati, medtem Ja. ko kamera toplotna To. snema ali pa nekaj. Ja. Okay. Ja, se kako so raziskave, ki jih mi dve delamo na Instagramu, ko imaš pač ljudi, ki so že tako ali tako malo bolj odprti do spolnosti ja, in pač dejansko. imaš potem ta predicament. Ja, ampak jaz velikokrat pol primerjam z rezultati tako raziskav na splošno in moram reči, da mogoče pri teh bolj splošnih, mogoče ne toliko osebnih temah se dostikrat rezultati ujemajo. Tako da je kar zanimivo. Sem pa še eno ful zanimivo raziskavo zadnjič brala, če vaju zanima. Ja. In sicer, ko včasih kakšna ženska sprašuje, da ne ve, če je doživela orgazem. Dejansko so delali raziskavo, ker so moškim in ženskam v anus vstavili kukar take čepke in so potem merili, koliko se krčijo mišice in so potem, ko je ženska oziroma moški mislil, da je doživel oziroma doživela orgazem, je pritisnila na en gumb. In potem zraven so merili še vse ostale telesne odzive in so dejansko ugotovili, da moški so v 100% deležu prav ugotovili, da so doživeli orgazem, medtem ko ženske ne. Kar je bilo meni tako ful zanimivo. Se pravi, so spregledali, recimo, da so One ga so doživele, niso mislile, da vedele? so ga doživele, pa ga niso, ali pa obratno. Tako. V koliko procentih pa so dejansko narobe odgovorile? Ne vem, zdaj ti ne znam povedati točnih procentov, ker sem že nekaj časa nazaj brala to in si nisem zapomnila seveda procentov, ampak Okay. Ampak se ti je zdaj tako velik procent? Ali pač se mi zdi, še da je vseeno? bilo, da so v 30% narobe ugotovile, sam zdaj ne me držati za Wow, besedo. zanimivo. Lahko pogledam in ko bo prišel ta podcast ven, delim te izsledke raziskav. Okay. Ja, Če koga to sploh zanima. Veš, Pač že ful kolikokrat drugače, to je sprašujem. ful, da pač zanimivo, nisem zasledila tega. Ja, ti bom Hudo. poslala. Ampak po eni strani me ne preseneča. Ne, mene tudi Pač, ne. ker zaradi tega, a veš, to je drugače pač vedno na teh, mislim, na delavnicah, kadar imamo kaj na temo orgazmov pa tega, ker smo mi ženske tako pri moških, kako lahko vpraša, mi je prišlo ali mi ni prišlo, kako lahko ne ve. Ja. Pa pač tako, pustimo to, a si že dolg časa z nekom v zvezi, pa pač če kar ne ve. Ali pa tako, če si pa z nekom neki na novo, pa to jaz nisem vedela včasih, ker sem jaz pač prvič začela doživljati orgazme, jaz nisem vedela, je to zdaj to ali ne, ker se mi je zdelo, ker so ful niso bili intenzivni. In jaz sem si mislila, pač če je to orgazem, pa tudi, pač, tako bi bilo, to je pa pol res bedno, če je to orgazem, in pa sem si rekla, mogoče ni. Pač se po mojem ni, pa mogoče nekaj drugega, ampak pač sem potem ugotovila No, s saj to. časoma, da so sam orgazmi lahko ful različno intenzivni. In tisti na začetku, Tako ko sem jih jaz, so bili tako, taki baby orgazmčki Mm. in so me razočarali, iskreno. Ja. Ampak, a veš, pač nisem vedela in jaz čisto verjamem, da ženske lahko da ne vejo. Sploh, a Ja, veš, se strinjam. če si malo bolj v kakšni konzervativni družini vzgojen, imaš malo tako sramu okrog tega. Vse vpliva, Vse ja. to tako vpliva. Ja. Se je to tudi tiste fulje nekih žensk, ki učijo orgazmov za ženske, ki jih v bistvu še nikoli v življenju niso doživele in vedno pravijo, da prvi je večinoma res beden. Tako da, ja, jaz tudi Okej. čist čist. A ti se strinjam s spomniš tvojim. prvega orgazma? Ja, beden je bil. Kaj pa tvoj, Sara? Jaz, to je bilo po mojem, ko sem bila stara 5 let. Tako, jaz že od Pa vedno, spomniš se? odkar se spomnim za sebe, masturbiram in spomnim se točno prvič se spomnim. Ja? In nikoli nisem imela problema, tako sploh. Meni je bilo vedno jasno, da je meni prišlo. Mislim, nisem jaz takrat o tem razmišljala glih na tak način, ampak se ne spomnim, da bi jaz zdaj se sprašvala, kaj je orgazem, pa kdaj mi je prišlo, ampak zdaj, ko pa tako včasih dlje časa recimo masturbiram in kaj je tako vmes kdaj, še vseeno involuntary krčenje mišic, ki niso zares čisto orgazem, tako kot je drugače orgazem, zdaj pa štekam tako, kaj mislijo, ker res se tebi lahko večkrat tako krč in je intenziven občutek, ampak hkrati ni glih orgazem, pa hkrati se vse skup zlije lahko v en orgazem in razumem, da včasih ga je teže pinpointati, kot kar moškega, ki je pa povezan s več temi fizičnimi, ne vem, dejavniki, razumeš? Ja, ampak še vedno lahko tudi moški doživijo orgazem brez Ja, izziva, itak. tako da- Itak. Ja.
Plus se mi zdi, ful pomembno poudariti, kar si prej rekla, a ne, da že odkar se spomniš, masturbiraš. A ne, da kot otrok, itak, a ne, se mi zdi, da veliko staršev, ki zelo otroka, ki masturbira, naredi celo paniko, pa to pa ne bi smel. A ne, in s tem lahko dejansko ful veliko škode naredimo. Ker otroci delajo, kar jim ugaja, in to, da dotikanje genitalije pač ugaja, je prijetno, ampak otroci do najstništva sploh še ne poznajo konteksta. Ne? Tako da se mi zdi, da je to, če kakšen starš to posluša, je ful pomembno, na kakšen način se odzivate na seksualnost oziroma sploh dotikanje otroka. Ne? Se mi zdi, da tudi ti si glih zadnjič imela na Instagramu in video, ki si pa tudi o tem govorila, na kakšen način govorimo z otroki o spolnosti. In je tako, se mi zdi, da smo ful enih takih pomembnih tem odprle. Ja, to bomo mogli še kdaj nadaljevati. Ampak zdaj nam je še ostal intimni kotiček. Ja, sem tole moram povedati, preden nadaljujemo. Se ti je kdaj zgodilo, da si čisto pozabila nase, pa da ti je ob vseh stvareh, ki jih imaš v življenju za narediti, ful padel libido? Meni se je tudi to zgodilo, zaradi tega smo z ekipo Ulala šle all in smo razvile prav svoj napitek za podporo libido in energiji za ženske. To je ena taka mešanica adaptogenov, vitaminov in aminokislin, ki nam ženskam pomaga, da lahko končno spet začutimo sebe in dobimo nazaj tisto iskrico. Ker pač libido ni samo tisto, ful si želim seksati, ampak je tako neka taka najbolj pomembna življenjska energija. Preden smo mi razvile Passion Potion, sem jaz probala že milijon enih drugih stvari za libido. Pa napitke, praške, kapsule, ampak nobena od teh stvari mi ni bila zares ok, nobena ni tako popolno pasala v mojo dnevno rutino, kakor paše Passion Potion. Jaz si Passion Potion najraje privoščim popoldne, ko opravim že vse svoje delo, se usedem na kavč in si vzamem tistih svojih 5 minut in samo uživam. Ampak Passion Potion ni samo en tak božanski mango pasijonka napitek, ampak je tudi funkcionalen. In sicer jaz sem po 3 mesecih rednega testiranja opazila ogromno izboljšavo na libido. To pomeni, da zdaj na čisto random trenutke pomislim na seks, boljš spim, manj me motijo vse stvari in lažje se v življenju sprostim, pa še popoldne mi ni treba hoditi več spat. Če hočeš tudi ti svojo merco libida, energije in dobrega razpoloženja, pa skoč na ulala.com in si prvošč svojo vrečko. Zdaj pa gremo nazaj na epizodo. Ja, za vse naše redne gledalce predstavili smo intimni kotiček. Ne vem, če ste opazili. Zakaj? Zato, ker smo hoteli čim prej začeti govoriti o squirtingu. Zdaj bomo pa intimni kotiček. Jaz imam danes, lahko jaz kar začnem, jaz sem kar začela. Jaz imam danes tule, ne vem, kako se imenuje, ker sem škatle mogla doma pustiti. V glavnem, tu je tak nosljiv vibrator, ta del daš v nožnico, ta del je v zunaj in tle ima izbuklino za klitoris. Vibrirata zunanji in notranji del, ima pa ta še eno posebnost in sicer tle je taka bunkica, če se tu vidi takole, tle je taka bunkica, ki tako gre gor pa dol pa krož. Okay? In tu si jaz predstavljam podobno kukar ti srdeč, ki sem ga tebi dala, pa podobno kukar twirling od Satisfyerja, skratka on krož po G točki in tu so zelo taki mehni premiki, ampak ful intenzivni. Res se ne rabi veliko na G točki premikati. Meni je mogoče malo velik, tako predstavljaj si, verjetno tu ni tako, da ga nosiš glih v zunji nekje, ker je res glomazen in ta spodnji del je tudi kar glomazen, so mi pa všeč te strukture. Tukaj ima strukture, pa tako po celi tej notranji površini ima strukture. Tako je solski. Ja, tle zgleda kot ene tak miceli ali pa ne gobe. V glavnem, fajn, vibracije so dovolj močne in ta se premika dovolj, ker tle ima tudi tako mehko, ni tako, veš, da bi, ne znam razložiti. V glavnem, ta bunkica se premika. V redu, glomazen, na 10 metrov lovi ta daljinček, kar pomeni, da Ga nisi sprobala, ker si sama. ja, tega daljinčka itak ne, ampak tako si predstavljam, če greš nekam ven, mogoče ta ni tako, ko Satisfyerjev, ko greš v gostilno z njim, s tem greš malo težko. Kako pa je glasen? Ni tako glasen. Ja, pa bi bil za v gostilno. Ja, ne vem, kad tu lovi sem 10 metrov, veš. Sej, ne sediš, greš na večerjo zvečer in pol imaš še malo zabave zraven. Ja, jaz sem si Sam po mojem, jaz si predstavljam, da to zato, ker ima tisto od spodaj toliko debelo, da to na tem sedeč. Ja, ful je glomazen.
No, v glavnem, ampak ima pa tudi dosti benefitov, ki so kulski. Pač Jaz- bil vsakič, ko Sara reče glomazen. Rečem velikrat to besedo. Zdaj si jo fulka. Okay. Cute, No, ali- pač, lejte, če je nekaj glomazno, je res glomazno zgleda, ne? Jaz dam tele oceno 7 od 10. Sam. Ja, meni Kaj je glomazen. ja, glomazen, pa velik, pa mogoče ni glih. Jaz, ki si kaj tazga kupim, si kupim zato, da bom v javnosti lahko uporabljala, pa tega si glih ne bi izbrala za v javnost, zdaj, če bi nekam šla, bi rajš kakšnega manjšega ali pa samo ta zunanji del. Ali pa veš tako, da si ti v enem prostoru, partner pa v drugem in pa veš raziskujete. Ja. Meni preveč domišljija dela. Ne, ja, resnica je to. Resnica je samo, če si v hiši, ne, recimo, je 10 metrov že dost malo, tu merkajte, ne, ker greš v nadstropje, ti greš v spalnico gor, uno spodaj kuha in ne moremo več Se uporabljati vidi, tega. da očitno ti živiš v zelo večji hiši, kot kar je. Ja, to je pa resnica. Ja, no, res, ja, tu pa je res. Mislim, je kar velika. Kaj sem si zdaj jaz sem si predstavljala pri meni, zato ker je pač to eno nad drugim in bi to kamočilo. Aha. Ampak pri tebi pa ne. Ne, mi imamo še 3-4 ojačevalce za Wi-Fi, da sploh imamo Wi-Fi. To je noro. Noro. Drugač, ampak a ti ne bi manjkalo tako, pač, a veš, kaj si v drugi sobi, pojtek ne veš, kaj on tam pač, kako ne vidiš. To je neka skrivnostnost. Ja, ti bereš Veš. knjigo v sobi, on pa tam pospravlja, recimo. Lahko pa zraven si dopisujete na sporočilcih, a veš, treba je tako To malo se pa meni ne bi dal. Ne, jaz imam najrajš tako, da sem v sobi in berem knjigo in pač si tu dam, če hočem. Ne, se on ne ve, ali imaš ti to not ali ne. Gled, ti lahko tudi izključiš, pa on tudi ne ve. On ima samo ta daljinc v roki. In No pol- se njih to me ne skrbi, da se potem ura druga vzema, samo diva smo pržgani. Ja, sej pa če noče nima, pač, pa se vse ne. No in ti veš, da ko boš ti prebrala to knjigo do konca, boš pač imela si čas zase in si ful dober, pospravljeno bo, ker on mora tudi pospravljati vmes ali pa nekaj delati, ne. In tebi bo prišlo ali pa tudi ne, kar hočeš, v glavnem, to je super ideja. Ti živiš čist drugačno življenje kot jaz. Ja, to je verjetno resnica. To je. Okay. Prav, jaz vam pa specifično tega sem izbrala, zaradi tega, ker smo danes govorili o squirtingu in kot sem ga že prej pokazala, to se pravi za tiste, ki ne veste to, ki samo poslušate. V roki imam vibrator za G točko in je ukrivljen. Kaj je to za ena oblika? Ja, tak mal. Kaj novink je? Ja. Novink, ki sta dva ovinka, ki si na cesti pelješ in je najprej v levo in pol je v desno. Tako je najprej cesta naravnost, poj pa ovink, poj pa še en ovink, da gre spet nazaj naravnost. Okay? Meni je pa kaj ena štirka brez črtice. Jaz pa pomislim na bumerang, ki ga vidim, recimo, tako, kot da bi lahko, veš kaj je bumerang? Vem, kaj je bumerang, Ja. sem tudi ga bumerang. No. Bumerang je Too samo much. to. Okay. A ga vržem, Le, ampak podoben je, kot moj, ki ima tisto bunkico, danes smo obedve. Ja, danes smo obe, pač to bunkico tlele. Sam pač, veš kaj, jaz sem si predstavljala, da ta bunkica načke velik ne naredi na ga točki in prav sem imela. A ja, ne. Jaz nimam nobenega Pač, tako ne vem, jaz to, jaz to, pač da ti to čutiš. Noter. To, Če čutiš to bunko. unga twirling, čutiš tudi to bunko, sem tvoja je malo drugačna, ne? Kot Pa tale. to, Pod drugim Ne vem. kotom je Glej, noter, a vidiš? veš tudi. čak. Pač ta gre samo gor pa dol. Ja. Pač kukar ta je, ne? Pa twirling se bolj, twirling je bolj tako res. Kot On gre v twirling krogu, vrti. ne? Dar je pa samo tako za malo gor pa dol. Ja. No, jaz take Ampak- gibe recimo čutim. Ampak, kar je pa najboljš, je pa to, da je pač ima ta ročaj, trd je in ga res lahko pač za tiste, ki bi rajš probal squirting z igračko, če bi radi probal. Jaz res kakšno tako igračko priporočam, ker res noter zaštihaš in pa si samo tako delaš. Pa tudi vibrira. V bistvu sploh ne rabiš, Ne. v bistvu sploh ne rabiš te bunkice, niti če je nočeš, ne? Tako ukrivljanje na men. Ko so hotela reči, besede mi ne delajo. Se pravi pač, da tudi je ukrivljanje dovolj. Ja, Lahko to malo primemo v roko. O, šit, no. ne bom daj. ti ga. Oh. Ja, ne, nič ne vibrira. Razumem, Samo to ja. bunko ima. Če ta je tudi mehak. Ja, tu bi zihar jaz ful čutila. Jaz take stvari ful čutim. Ja? Jaz čez prstom samo tako čist malo ga premikam, jaz ful čutim. Sploh ne rab se veliko. A pa ti nasplošno bolj odgovarja stimulacija G točke ali klitorisa?
Pač samo stimulacija točke, brez stimulacije klitorisa mi je malo tako brez veze, ne? Ampak samo stimulacija klitorisa brez stimulacije G točke mi je pa tudi malo brez veze, ker mi nekaj manjka. Okay? Okay. Ja, tako da vedno moram imeti nekaj še not, drugače je malo brez veze, ampak tudi če tako samo stoji not, je meni dovolj. Recimo. Zanimivo. Ja. Tako da, no, ta bi bila meni ful všeč, to pa sto prepričana samo to. No, jaz bi mu dala 9 od 10, zaradi tega, ker Jaz se mi, po moje ker pač rabim to. za squirting je pa še zmer tole. Ful je lahka. Ja. To je pa Ne, res, ja. huda je, drugače huda. Pa všeč mi je, ker je res tak mehak silikon. Pač. Jaz rabim to igračo. V glavnem, dobite na Pitch Popu, skoda med nama 10. Tudi ti dobite na Pitch Popu. Ja. Vse to dobite na Pitch Popu. Tako da, ampak je to mi je fajn ga v roki. Ja. Love it. Nisem si predstavljala, da je tako veliko, ko sem ga naročvala. Ne? Meni se pa zdi, da je točno tako, kot sem si predstavljala. Meni se zdi, da je perfektna velikost, tako da si pritisneš. Ja. Pomisel, ti A ne veš, boš pač sad rabila, tako si, ne boš rabila trpeti tako, kot bi s prsti, ne? Jaz se trpim s prsti Ja. sploh, Ja. ker se sploh ne podam v kakšno tako situacijo. Ja. Okay. Princeska. Ni zanimivo, po mojem bi Lucija mogla imeti enomesečni izziv masturbacije samo z roko. Predstavljaj si, da imaš podcast o seksu, da imaš podcast o seksu in pač nikoli še nisi z roko masturbiral in sploh ne veš, kakšen je to občutek. Mislim, sej se že, kdaj, sam pa, ko pa imam dosto, pa tako, zdaj pa hočem igračko. Okay. Pa sej sem se že kdaj dotikala. Okay. Ne, se mi je že baje, ker se že baje obljubila, da bom to naredila, pa še zmer nisem. Se meni vseeno. Meni se samo zdi, da bi lahko. Sej se ti prosti, sam te Ja. nehi. Jaz bi pa lahko kaj drugega, tudi tu recimo z roko. Ne? Sej sem že kdaj, ampak tudi ne tako pogosto. Lej, bo enkrat bo v intimnem kotičku samo roka. Ja, ja predstavljam. Review moje Ja, ja, roke. ja. Ok, zdaj bomo pa še Never Have I Ever. Za zaključek. A si se šla že kdaj Never Have I Ever? Ja, sem. A si se šla kdaj Spicy Never Have I Ever? Ja, na tvoji delavnici. Evo, za tiste, ki nas mogoče spremljate prvič, Never Have I Ever se igramo tako, da za vsako stvar, ki si jo že naredil, daš prst dol. Lahko tudi piješ, če hočeš, ampak daš prst dol. In tisti, ki ima največ prstov dol, gre v zapor zaporedne. Ok. Prvi. Nikoli nisem raziskovala, kako skvrtati. Izvedela smo, da je vse 3 prst dol. Nikoli same sebe nisem naučila skvrtati. Bom pa jaz rekla, da zato, ker sem vedela, da lahko skvrta, bi je bilo fulaži. Ne vem, če bi bila toliko ustrajna, če ne bi vedela, da lahko, ker jaz sem bila prepričana, da pač to ne more kar vsak. Zdaj sem pa prepričana, da pa mogoče lahko kar vsak. Okay. Jaz še vedno ne vem, tako da, dokler ne bodo znanstveniki potrdili, ne vemo. Okay. No ja, to je res. Ampak jaz mislim, da lahko vsak. Mislim. Jaz tudi več je. odstotkov dajem tem. Nikoli nisem skvrtala s partnerjem. Zdaj ne vem, kaj tukaj šteje. Jaz tako da- moraš s komerkoli drugo osebo, brez, da nisi sama. Ni nujno, da je Jan. Ja. Ne, mislim, tako s penisom ali pač da je s prsti. Karkoli. Karkoli. Ti si, Ok. tvoj odgovor je ja. Ja. Okay. Nikoli nisem skvrtala. A ja, vse smo dale. Ne, Ne, Sara jaz ni nisem dala. dala prsta Zdaj dol. si res. Ne. Čak ti pa tudi. Sam jaz. Ok. Nikoli nisem skvrtala z igračko na zračne pulze. To tudi ni nobena od nas. Nikoli nisem razmišljala o tem, da napišem priročnik o skvrtanju. Maša je Zdaj dala smo klej prst vse dol. povedali, tako da kaj bom zdaj priročnik pisala? Ja, pa vseeno. Ja. Jaz bi še vseeno imela priročnik, ker ga imaš lahko mehkega v torbi sabo. In pol ga, Ja. Pa slike pol imaš daš tudi navodila, zraven, a postopek. veš. Ja, slike. veš. Pač narisane ilustracije. Mislim. Ne bom jaz izgubila te igre danes. Ja, dobro ti kaže. Nikoli na Instagramu nisem anonimno pisala o seksu. Kako to zdaj mislim? Ja, vaša je bila na začetku anonimen Instagram in je bila samo firpčna. Ja, A si bila res je. brez Maša, a ne tudi ime tvoj Ja, ni bil res znan. je. Čakaj, a si bila sam firpčna? Mhm.
Ja, ona je bila sama Filipčina. Najprej sem bila anonimna in jaz, ker sem bila anonimna, sem dala najprej kakor silhueto narisan sebe. A ne? In tako sem valjda pofolovala najprej ljudi, ki jih poznam in mi tako en sošolci srednje piše, ej Maša, kaj pa je to? A ne, sem tako, ne! In pa si se kar odločila, da pa kar Ne, bolj sem pa po mojem, da ker smo se uživo videli vse tri z Evo, Eva, Lucija in jaz, sem bolj rekla, a veš, da sem razmišljala, da bi postala Filipčina Maša in da ne bi bila več anonimna in sta rekli tako, ja, to je bila ful dobra ideja in potem sem počas, ker se mi zdi, da če ti daš tudi del sebe zraven in da nisi tako anonimen, se ljudje bolj počutijo. Mislim, po eni strani, ne? Zdaj spet eni pa lažje govorijo o tem, ampak jaz sem hotela Instagram speljati na ta način, da bi ljudem pomagala in pomagaš jim pa lahko samo na ta način, da si pristan ti zraven. Meni se zdi to dobra odločitev. Jaz sem tudi vesela, da si razkrila ta žica skrivnosti. Mislim, jaz sem bila ful Filipčina. Mene je ful zanimalo, kdo je zdaj ta Filipčina tlele. Pač, koliko je stara, kako izgleda, what is this. In pa se spomnim, da ko sem mogla jaz zapreti, kakor da moj Instagram, sem pač shout-outala vse, ko v seksu govorijo, in sem bila tako, pač jaz zdaj ne moram več, zaradi tega, ker imam prepoved zaradi zaposlitve. In sem rekla, pač followajte vse te. In pa sem videla takrat napisala, joj, hvala, da je greva eno kavo, zahvala. In jaz sem tako, zdaj bom videla, kdo je to. In pa so se tako pač pogovarjali, da se poznava 100 let. Ja, res je. Zdaj si tle na podcast. Ampak, a veš, jaz sem pa prvič tebe videla na sejmu. Mislim, da Unka je bil prvi takrat v Ljubljani. Si bila tam, ne? Si govorila, si bila govorka. In takrat sem jaz, mislim, da sem par dni predtem odprla Instagram, da sem ga prav odprla. Mislim, da je bil sejem 23. Jaz sem ga pa 17. odprla, pač, kjer butaste stvari si jaz spomnim, ne? In imam pač, naredila sem tam, ker sem bila v publiki, en video z maticama, ne? In si bila tako, nisem sploh vedela, pol dokler nisem prišla domov, da si ti gor na videu. In sem bila tako, fakt, z Lucijo sem na videu, pa sem vas poznala v živo. Moj bog. Ja, cute, drugač. Vesela sem ga, da si to naredila in da izobražuješ in tako. Enako, hvala. In še zadnji, ja, nikoli se nisem poročil z nekom, ki sem ga spoznal na Tinderu. To, da je gostja mogla dati pač prst dol pred določenih vprašanjih, je na ključje zgolj, ni nič targetirano. In kaj rečeš drugim otrokom svojim, boš rekla kaj? Kje ste se spoznali na Tinderu? Ja, na Tinderu, ja. Vsi, da je to se tega ne sramujem. Fair, ne, sej prav, ampak veš un trend, ki je na TikToku, da nekaj drugega rečeš, da si v knjižnici spoznal. A ja, ne. Okay. Se mi zdi, da to sovpada z vsem tem, kar počnem in na kakšen način govorim o spolnosti nasploh. Pač jaz vedno z veseljem povem to zgodbo. Tako, je taka smešna zgodbica. Drugače se mi zdi, da je cute, da daš lahko upanje ljudem, da se tudi na Tinderu lahko najde kakšnega resnega. Ja, ne bom rekla, da tako je, ne, ampak se pa najde. Ja. Okay. Zdaj te bom jaz uklenila, smem? Daš dovoljenje? Ja, ti dam dovoljenje. A si bila že kdaj v Lisicah? Prav v Lisicah ne, ampak Ko? Ja. če jih nimam, no. Evo, Sara! A je imamo? Jaz sem si zapisala zapiske, ki Bi jih mogla moram... ti Lisice gor dobiti, ne Res. Res, ja. No, v glavnem, a si vesela, da nisi ti v Lisicah? Ni preveč videti vesela. To vse pove ta izraz na obrazu. V glavnem, upam, da smo odgovorili vsa vprašanja, ki so se tudi vam porajala glede squirtinga. Če imate še kakšno vprašanje, ga napišite v komentarju od spodaj, pa ga bomo še naslednjič odgovorila. To je to za danes. Followajte Mašo na Filipčina Maša na Instagramu, pejte na njeno spletno stran filipčinamaša.si. Ja. In Poglejte moj program, če bi se radi naučili o spolni želji. to je to, tole pa lajkite, subscribejte. Gledamo se v ponedeljkih.
Tu nismo še danes sploh povedali. To bo zdaj. Gledamo Ja. se vsak ponedeljek ob 8 in pa tudi na Arena TV vsak ponedeljek in četrtek ob 23. 23. Hvala, ker ste bili z nami do konca in veselo skvrtanje. Čau! Adijo.